Dober večer vsem. Jaz sem novinar Družine, Ivo Žajdela. Hvala lepa, ker ste si vzeli čas in boste poslušali predstavitev te za moje pojme zelo pomembne knjige. Torej, predstavljamo knjigo založbe Družina, naslov je Naši temelji in okvirji, s vsebinskim podnaslovom Slovenci in Slovenija v zgodovini. Torej, ta knjiga je elitna knjiga, knjižna izdaja založbe Družina in je rezultat tedenske rubrike, ki se imenuje Slovenci v zgodovini v tedniku Družina. Prvi prispevek v tej rubriki smo objavili zdaj že daljnega 3. februarja 2019 in od takrat vsak teden, tako že 7 let. Kako je prišlo do te pomembne rubrike? Leta 2019 je do urednika Družine Boštjana Debevca prišla umetnostna zgodovinarka dr. Ana Lavrič s pobudo, da bi v Družini objavljali torej eno posebno rubriko o zgodovini Slovencev. Ana Lavrič je potem, ko se je uredništvo in vodstvo Družine s tem strinjalo, je k sodelovanju povabila strokovnjake iz različnih področij, zgodovinarje, tako da jih je danes v uredniškem odboru 11. Njena želja je bila, in tudi seveda uredništva, da bi približali slovensko zgodovino bralcem in da bi avtorji pisali o njej čim bolj poljudno, vendar hkrati znanstveno. Bralce pa bi seznanjali tudi z najnovejšimi izsledki. Rubriko smo v Družini pričeli z prispevki zgodovinarja Aleša Mavra, ki je najprej pisal o naši zgodovini v antiki in zgodnjem srednjem veku, leta 2019. Tudi o tako imenovani venetski teoriji, ki se ji ni mogel izogniti, ter o naseljevanju naših prednikov v vzhodne Alpe, slovanskih prednikov. Nadaljeval je drugi ugledni zgodovinar, dr. Igor Grdina, ki je pisal v prvih slovenskih državnih tvorbah o Karantaniji. Tako je marca 2019 enega od svojih prispevkov naslovil z značilnim naslovom Od kdaj smo Slovenci? Nedavno umrli ugledni zgodovinar dr. Janez Höfler je prikazal prve pisne omembe Slovencev. Nadaljeval je potem za njim literarni zgodovinar Kozma Ahačič o nastajanju slovenskega jezika in nato Vasko Simoniti in Boris Golec. Da bi videli, kaj je v tej res pomembni knjigi, bi prebral samo naslove poglavij, ki so zelo zgovorni. Prvi nošci naslov Naš prostor v predzgodovini in antiki. Potem drugi Od kdaj Slovenci in od kdaj Slovenija. Potem naslednji Naše države in dežele. Potem naše vladarske dinastije, sledi slovenščina od začetkov do danes, torej razvoj našega jezika, oblikovanje našega jezika, potem slovenska identiteta pred narodno prebujo, potem dozorevanje slovenskega naroda v 19. stoletju, zelo zanimivo je poglavje slovenska osamosvojitvena misel. Prav v tem poglavju bomo danes izvedeli malo več,
ker je tu avtorica z nami, ki jo bom predstavil kasneje. In zadnje poglavje nosi naslov Slovenski nacionalni in državni simboli, zastave, himne in grbi. Z menoj sta tu dva sodelavca te rubrike in tudi same knjige. Knjiga je neke vrste reprezentativni povzetek prispevkov v rubriki v družini. Torej, z nami je Helena Janežič, ki je zaposlena v NUK-u, Narodni univerzitetni knjižnici. Ona je napisala poglavje Slovenska osamosvojitvena misel, kako se je porajala, kdo so bili prve osebnosti, ki so si prizadevali za samostojno Slovenijo. Potem z nami je tudi, vsi ga poznate, zgodovinar dr. Renato Podbersič, vaš domačin, tu iz Nove Gorice, iz Gorice. On je eden od vodilnih sodelavcev rubrike v družini, koordinator tudi, in bi najprej prav njega vprašal, da nam nekaj pove, tudi sam, kako je začel pri tej rubriki in kako se usklajuje delo pri njej. Hvala, Ivo, za ta uvodnik. Hvala vsem, ki ste prišli na predstavitev te pomembne knjige, ki nekako zapolnjuje vrzel v slovenskem zgodovinopisju. Hvala tudi založbi Družina, ki je dala pobudo in že 7 let, dobrih 7 let, vsestransko podpira ta projekt. Projekt ni končan in kolikor nam kažejo trenutne razmere, bomo s pisanjem, nadaljevanjem nadaljevali. Torej gre za skupino prijateljev, zanesenjakov, zastopanih po vseh spolih, po vseh slovenskih pokrajinah, razen s Prekmurja nimamo nobenega, ki bi bil v našem uredniškem odboru. Potem vse mogoče vede, od zgodovine, umetnostne zgodovine, potem etnologije, narodopisja, muzikologije. Skratka, tako da je res tematika razpršena, da poskušamo bralca nekako nagovoriti z različnih področij, različnih časovnih dimenzij in konec koncev na, recimo temu, strokovnim besediščem, vendar dovolj poljudno približati našo preteklost. Kot je kolega Ivo povedal, rubrika izhaja že od februarja 2019, s tem se uvršča med tiste dalj trajajoče rubrike, tovrstne rubrike v slovenskem časopisju. Ponavadi jo najdete na strani 23 v Družini, kakšenkrat tudi 21, kakšenkrat 25, ampak ponavadi 23. In že ko smo se začeli zbirati, je bila želja, da bi te naše prispevke, ki štejejo okoli 7,000 do 8,000 znakov s presledki iz vsake številke Družine, nadgradili v knjižni izdaji. Tako da ob koncu lanskega leta, na knjižnem sejmu, točneje do konca novembra, je pred bralce stopila ta knjiga, ki jo danes predstavljamo, ki je prva, tako upamo, v nizu. Naj vas razveselim, da se druga že pripravlja in če Bog da, v naslednjih mesecih bo gledala luč sveta. Branje je strokovno, ni pa znanstveno. Kaj hočem povedati? Uredniki in pisci poskrbimo, da vse stoji, kot je treba. Da so besedila opremljena z preglednicami, zemljevidi, torej da je dostopno vsakemu bralcu in bralca ne motijo opombe pod črto. Torej, zaradi tega ne gre za strogo znanstveno besedišče, je pa v knjigi dovolj literature in virov, ki bralca, tistega, ki bi vas zanimalo,
napeljuje na to, da lahko svoje znanje, kljub temu, da ni opomb pod črto, obogati in še razširi. V teh letih, v teh dobrih 7 letih se je nabralo 450 približno kolumen, torej prispevkov. Za to prvi del knjige jih je bilo zbranih približno 50. Vmes je bilo treba še malo besedila primerjati, ker je različno, ko pišete prispevek za enkratno branje ali pa ko potrebujete potem tudi vezni tekst. Naj ob tem povem, da dejansko mi nismo skrivali nikoli naše usmeritve. Knjiga je odprta, vabljeni so bili širši nabor kolegov, zgodovinarjev in drugih humanistov in nekoliko je bila težava za nekatere, pravzaprav samo za en primer poznamo, da je nekdo odklonil sodelovanje, ker je pač projekt družine, ki velja za katoliški tednik. Tako da res projekt je hvalevreden. Zdaj, če boste pričakovali tukaj zgodbo od paleolita do Tita, tega ne boste najdli v knjigi. Knjiga ima že svoj temeljni podnaslov Naši izviri in temelji. Torej, kaj je tisto, kar nas dela Slovence? Naše ozemlje, strnjeno ozemlje, naš jezik, naši običaji, navade. In to ozemljene, ta narod je bil poskušan deskribirati z to knjigo. Kot je kolega Ivo lepo opozoril, začne se z starejšimi obdobji in se potem po premici, časovni premici, ampak ne skozi letnice, ampak skozi problemski pristop. Torej, kako je naše ozemlje gledalo skozi čas, ko ni bilo slovenske države, kako so različna poimenovanja tega prostora se zrcalila v prostoru in času, katere so bile naše dežele, kjer je bivalo prebivalstvo slovenskim jezikom. Morate upoštevati, da se politični izraz Slovenija upojavi šele prvič sredi 19. stoletja. Torej, da smo bili razbiti dolga stoletja na naše historične dežele, Krajinsko, Štajersko, Goriško, Koroško, Trst, Istro in pa Prekmurje in da, recimo zanimivo, poleg Krajinske, samo še Goriška je bila večinsko slovenska. Vse druge so bile mešane oziroma z manjšim deležem slovenskega prebivalstva. Potem je v knjigi deskribiran tudi jezik oziroma vloga jezika in razvoj jezika skozi čas. In po moje zelo zanimivo poglavje, mislim, da je predzadnje in imamo tudi avtorico v njem, ki se temu posveča že dalj časa in je pripravila tudi številne razstave in prispevke, članke na to temo, je prav poglavje o slovenski osamosvojitveni misli, kako se je ta razvijala skozi desetletja, da ne rečem stoletje, in o tem bo ona spregovorila. Torej, zdaj, če mislite, da je s to knjigo vse izčrpano, daleč od tega. Torej, druga knjiga bo, lahko že zdaj povem, oziroma nekako napovem, vsebovala tiste zadeve, ki tukaj niso prišle v poštev, ker bi bila knjiga potem predebela in tudi potem posledično predraga, kot je recimo razvoj šolstva, razvoj raznih navad, šeg in običajev, ki so značilni za slovensko ozemlje. In lahko vam rečem, da v imenu uredniškega odbora, ki se zbira 4-krat, 5-krat na leto, imamo svoje sestanke, kjer usklajujemo, dobivamo nove pisce, jih iščemo in urejamo sestavke, da se tudi druga knjiga dejansko obeta zanimivo branje. Enkrat na leto se pa dobimo na tako imenovani klauzuri, ko gremo nekam ven iz Ljubljane. Bili smo že tudi na Gorenjskem, pa bili smo tukaj na kapeli, so nas frančiškani prijazno gostili, ker smo se za en dan oziroma dobrega pol dneva zaprli in snovali naslednje podvige. Bi morda povedal še nekaj o avtorjih, v čem se razlikuje
Ta skupina avtorjev v tej rubriki od recimo temu uveljavljenih slovenskih zgodovinarjev in tudi kaj so glavne novitete, kar do zdaj v zgodovinski literaturi ni bilo tako obdelano, katera področja. Torej, avtorji in pa tudi uredniški odbor smo kolegi. Slovenija je majhna država po številu prebivalcev in tista krilatica, da se vsi poznamo med sabo, pride tukaj še bolj do izraza. Dejansko gledali smo, da je nabor urednikov in nabor piscev zelo širok, da dejansko pokrivamo vsa različna področja, od kulture, šolstva, politike, znanosti. Vsak na svojem področju, ki je povabljen k pisanju, je nekako uveljavljeno ime na svojem področju. Uvodoma si že omenil Aleša Maura, pa Igorja Grdino, Borisa Golca, Vanjo Kočevarja, žal pokojnega Janeza Höflerja. Torej, ljudi, ki so dali doprinos ali dajejo doprinos slovenski znanosti, slovenski stroki, tukaj so se pa morda prvič potrudili napraviti eno sintezo. Sintezo za bralca, da tisto, kar oni pišejo v včasih suhoparnih znanstvenih knjigah, pride bralcu lepše do branja, do sinteze in pa tudi konec koncev, da s to knjigo, s temi knjigami, ki bojo tej, tako verjamem, nadaljevale, sledile, postavimo nek, recimo temu, spomenik slovenski kulturi in slovenskemu narodu. Torej, da vsak, ki bo pisal, ki se bo ukvarjal, ki ga bo zanimalo to, naj bo osnovnošolski otrok ali dijak ali študent ali pa nek upokojenec, upokojenka, ki ga bo zanimalo nekaj o tem območju, bo v tej knjigi dobil strnjeno, v teh knjigah dobil strnjeno napisano. Kot je bilo že rečeno, je z nami tudi Helena Janežič, avtorica poglavja naše države, slovenska osamosvojitvena misel, torej kako se je razvijala ideja o slovenski državnosti, osamosvojitvi, pa prosim, če nam povzame to temo. Ja, prav lep pozdrav. Vesela sem, da sem lahko danes tu med vami, da predstavim en res zanimiv del, zanimivo poglavje iz knjige. In morda uvodoma lahko kar povem eno že skoraj anekdoto, da pravzaprav v slovenskih mainstream medijih ni bilo o tej knjigi praktično nič objavljeno, nikjer ne boste zasledili kakšnih vesti. Niti kritike, nič, kot da ne obstaja. Razen v enem takem, mislim, da je to najbolj bran bil časopis v tiskani obliki nekoč, ne vem, če je še zdaj, je bila pa so nam pa namenili celo eno stran in tam so tako nekako zafrkljivo napisali, češ kaj pa mislijo, a pišejo zdaj neko novo zgodovino. In jaz lahko rečem, da je to pravzaprav kompliment, da so na ta način označali to vsebino. No in jaz sem se ukvarjala, tako kot že omenjeno, z slovensko osamosvojitveno mislijo in ob tem sem je ves čas porajalo, oziroma ves čas sem razmišljala o tem, da je želja biti gospodar na svojem, zapisana pravzaprav že v naš genom, v naše gene. Številni narodi imajo lastno državo, mnogi pa v njej le sanjajo. In a smo Slovenci med tistimi, ki smo, odkar se zavedamo, da smo narod želeli biti gospodar na svojem in imeti lastno državo, ali smo pred 35 leti res uresničili svoje tisočletne sanje? In vsa ta vprašanja so me prevevala ob ukvarjanju z razvojem slovenske osamosvojitvene misli in ni se zdelo verjetno, da se je pravzaprav vse skupaj začelo šele z 57. številko Nove revije, ki je sicer izjemno pomembna v tem procesu, kajti take ideje se narodijo v trenutku, tako čez noč. Tiste največje ideje zorijo, včasih desetletja, stoletja, preden izčiščene stopijo na plano in a je bilo tako tudi z našo osamosvojitveno mislijo. Pri brskanju po literaturi in pregledovanju virov
nisem nikjer našla nobenega celovitega pregleda razvoja razmišljanja o samostojni Sloveniji. Morda en članek objavljen v dveh domovinah dr. Janeza Nareda je bil še nekako najbližje temu, da ne omenjam, da v celotnem svojem procesu šolanja, začela sem ga sicer res že v Socialistični federativni republiki Sloveniji, oziroma Socialistični republiki Sloveniji v Jugoslaviji, pa potem nadaljevala kot Renatotova sošolka, to on vedno pove, tako da danes bom pa jaz. Sem bila sošolca na fakulteti. Tam o tem nismo govorili. Prvič sem se potem s tem resno začela ukvarjati ob razstavi, ki smo jo v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer sem zaposlena, pripravili ob 30-letnici plebiscita. Takrat je bila korona, imeli smo mogoče malo več časa, jaz sem si res tudi ta čas lahko vzela, da sem ogromno virov prelistala in naredili smo spletno razstavo, ki je še danes na ogled na spletni strani NUK-a in ima naslov Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo. Tako da predlagam, da si jo pogledate, še vedno je tam dostopna. O sanjah o samostojnosti pred 1000 in več leti težko govorimo. A dejstvo je, da so se naši slovenski predniki v 7. stoletju povezali v prvo slovansko državo v Karantanjo in svoje kneze ustoličevali po posebnem obredu, vse do leta 1414 v slovenskem jeziku. Če so najstarejše v slovenščini zapisane besede našle mesto na spovednem obrazcu iz 10. stoletja, to so Brižinski spomeniki, so bile prve v slovenščini natisnjene besede levkup, uboga gmajna na letaku ob velikem slovenskem kmečkem uporu leta 1515. Od vsega začetka sta bila torej jezik in kultura močan povezovalni element. Oznako Slovenci za narodno in jezikovno skupnost je v 16. stoletju prvič zapisal Primož Trubar, skozi razsvetljenske ideje in kroge je v poznem 18. in začetku 19. stoletja prevladalo prepričanje o enem slovenskem narodu. Naraščalo je navdušenje za vse, kar je bilo slovensko. Leta 1848, o pomladi narodov, sta bila jezik in ime slovenskega naroda nesporna. Slovenci smo kot narod prvič oblikovali politično zahtevo. To je bil program Zedinjene Slovenije, ki je bil prvi jasno izražen in zapisan korak k ideji ene, skupne entitete vseh pripadnikov slovenskega naroda, objavljen je bil v Kmetijskih in rokodelskih novicah leta 1848. Tega leta je začel nastajati tudi znameniti zemljevid slovenske dežele in pokrajin, ki ga je narisal oziroma oblikoval Peter Kozler. Majniška deklaracija, ki jo je v Avstrijskem državnem zboru 30. maja leta 1917 prebral dr. Anton Korošec, je še en tak mejnik. V zadnjih mesecih prve svetovne vojne je bilo prvič v slovenski narodni zgodovini jasno izraženo stališče o slovenskem narodu kot subjektu državnosti, zahtevo po združitvi južnih Slovanov živečih v monarhiji v avtonomno enoto. Podobne zahteve so Slovenci izrazili tudi v novi državi, Kraljevini Jugoslaviji, kamor sta po razpadu Habsburške monarhije prišli 2/3 Slovencev. Po uvedbi diktature leta 1929 je Slovenska ljudska stranka oblikovala programsko zahtevo o vzpostavitvi slovenske federativne enote in priznanje slovenske nacionalne individualnosti zahtevala. Zapisala jih je v slovenski deklaraciji, imenovani tudi slovenske punktacije, ki so jo širili v obliki ilegalnih letakov. Moram povedati, da sem se omejila pri tem raziskovanju samo na tiste stvari, ki so bile zapisane in objavljene, torej, ki so jasno izražale neko željo po samostojni državi. In zdaj na tem mestu, tako kot vedno povem, lahko spet rečem, da je Slovenijo kot samostojno državo prvič predvidel in v svojem programu orisal dr. Lambert Ehrlich. V 30. letih je za samostojno Slovenijo navduševal mlade na Svetih Višarjah, ki so prav zaradi njega postale prava sveta gora slovenstva. Konec leta 1941 je oblikoval ilegalni politični program z naslovom Slovenski problem, v katerem je predvidel 3 možnosti naddržavnih povezav Slovenije.
In ena od teh je bila Slovenija kot samostojna država v zaledju Trsta pod mednarodnim protektoratom, ki jo je Ehrlich imenoval Švica vzhodne Evrope. Doktorja Ehrlicha je 26. maja 1942 v atentatu umorila varnostno-obveščevalna služba. Njegovo idejo o združeni in samostojni Sloveniji so po njegovi smrti še naprej negovali in razvijali njegovi duhovni nasledniki. In eden takih je bil prav zagotovo dr. Ciril Žebot, ki je sprva v Rimu in nato v Združenih državah nadaljeval to njegovo misel. Že v Rimu je ustanovil akcijski odbor za zedinjeno in suvereno slovensko državo, v Združenih državah, kamor se je potem preselil, pa glasilo Slovenska država. O tej ideji je pisal knjige in njegova knjiga Slovenija včeraj, danes in jutri je bila prva uradno prepovedana slovenska knjiga v Socialistični republiki Sloveniji. Misel na samostojno Slovenijo so negovali tudi v begunskih taboriščih. Tam je o njej pisal in predaval dr. France Dolinar, ki je izdal tudi brošuro Slovenska državna misel. Bil je pravi prerok slovenske države. V italijanskem zamejstvu, torej tu, kjer se zdaj skoraj nahajamo, pa je deloval tudi France Jeza, izjemno zanimiva in za slovensko osamosvojitveno misel pomembna oseba. Tam, oziroma tukaj bi skoraj lahko rekli, so se odvijali študijski dnevi Draga, ki so poskrbeli za razpravo o demokratizaciji in osamosvajanju Slovenije. Leta 1968 pa je na primer v Rimu išla brošura z naslovom Slovenija 1968 kam, ki je zaradi svoje vsebine prav tako se je znašla med prepovedanimi knjigami. Eden od njenih avtorjev je bil tudi Ivan Rebernik, pravkar preminuli knjižničar v Vatikanu in seveda tudi veleposlanik in tako res izjemno pomembna oseba, ki je pač iz Rima tudi deloval v to smer naše samostojne države. Slovenska osamosvojitvena misel se je pojavljala povsod tam, kamor so se selili slovenski emigranti, kajti z njimi vred se je ta misel res selila na vse konce sveta. In zdaj, če samo na kratko povemo, da so leta recimo 1954 v Združenih državah in Kanadi ustanovili slovensko državno gibanje. V Argentini so te ideje negovale različne skupine, ki so jih širile tudi v glasilih s pomenljivimi naslovi, kot je recimo Slovenska pot, Sij slovenske svobode, Smer v slovensko državo. Potem recimo v 60. letih je v Münchnu začelo izhajati glasilo Slovenska svoboda. V začetku 70. let pa v Bernu v Švici je začelo delovati Slovensko narodno predstavništvo, ki je tudi ustanovilo časopis z naslovom Slovenski glas. Med izseljenci je misel na samostojno Slovenijo mnogo prej kot v domovini dobila pomen edine sprejemljive rešitve za življenje slovenskega naroda. Slovenska povojna emigracija je razvila močno literarno, znanstveno in publicistično dejavnost, kjer je našla prostor tudi slovenska osamosvojitvena misel. Ta zaradi prepovedi uvažanja izseljenskih publikacij, katerih vsebina je bila nasprotna našemu gledanju na poglavitna življenjska vprašanja, to je dobeseden navedek iz seznama prepovedane literature, res prav tako je pisalo, da pač je vse, kar je nasprotno našemu gledanju na poglavitna življenjska vprašanja, se cenzurira oziroma izloči. In prav zaradi tega ta misel nekako ni mogla doseči bralcev v Sloveniji. V domovini je bila misel na samostojno Slovenijo utišana, ustrahovana in nezaželena. Bila je ena najbolj prepovedanih in obsojena le na šepetajoče omembe vse do 80. let prejšnjega stoletja. S poskusi kulturniške opozicije, ki se je sicer začela pojavljati že tudi v 50. letih prejšnjega stoletja in bila zatrta, se je ta misel v 80. tudi s pomočjo kapljic od zunaj je začela počasi prodirati oziroma rušiti ta jez, ki se je začel krušiti. In med prvimi znanilci slovenske pomladi je bila zagotovo torej v domovini Nova revija,
ki je februarja 1987 v znameniti 57. številki objavila prispevke za slovenski nacionalni program. Sledila je pisateljska ustava, ki jo je v posebni številki prinesel časopis za kritiko znanosti, znamenita afera JBTZ, leta 1989 Majniška deklaracija, s katero so slovenske opozicijske politične stranke prvič odločno zahtevale suvereno in demokratično državo slovenskega naroda, pa ustanovitev Demosa in prve večstrankarske volitve po skoraj 50 letih in plebiscit leta 1990 ter seveda razglasitev samostojnosti pred 35 leti, leta 1991, takrat pa je ta naša slovenska osamosvojitvena misel skozi ves ta razvoj postala resničnost. Tako. O tem lahko bolj podrobno še seveda preberete tudi v prispevku v knjigi. Ja. Upam, da nisem bila predolga. Kar ste ravnokar slišali, je eno od 10 poglavij v knjigi. Namreč, še enkrat ponovim, knjiga ni celotna slovenska zgodovina od začetka do konca, ampak je bolj problemski pristop. In predzadnje poglavje, 9. je poglavje o slovenski osamosvojitveni misli, ki ga je pravkar predstavila profesor Helena Janežič, tudi moja nekdanja sošolka. Kar se pa tiče same knjige, je bila predstavljena v Ljubljani, je bila v Domžalah, zdaj je tukaj na Kapeli, na Kostanjevici in potem bo ena taka turneja po Sloveniji v prihodnjih tednih in mesecih, tako da bi celotno domovino pokrili s predstavitvami te knjige. Hvala. In dejansko pri vsaki predstavitvi sodelujejo drugi uredniki, drugi pisci, tako da poskušamo to monotonost nekoliko s to barvitostjo razbiti. Odlika knjige je tudi to, da obravnava celoten slovenski kulturni prostor. Torej matico, zamejstvo in izseljenstvo kot prostor, kjer se je, kot je spoštovana kolegica ravnokar predstavila, oblikovala, se oblikuje in upamo tudi oblikovala slovenska misel, slovenski jezik, slovenska kultura, slovensko čutenje. Zato ne čudi, da med avtorji, ki jih sicer ne najdemo v tej knjigi, ampak so že pisali za našo rubriko in bomo najdli v prihodnjih številkah, so tudi spoštovani kolegice in kolegi iz zamejstva. In tudi tematike, ki se tičejo te rubrike, tisti, ki bolj spremljate, ste verjetno opazili, da posegamo s svojimi zapisi tudi zamejstvo, izseljenstvo nas pa še čaka. Recimo take tematike, ki so že bile objavljene, pa še čakajo na objavo v knjigi, so recimo razni običaji in navade ob cerkvenih praznikih, potem so naravne nesreče na Slovenskem, ki so korenito zaznamovali naš prostor od, če hočete, antičnih, srednjeveških časov do današnjih dni. In to vse skupaj pod različnimi podnaslovi poskušamo dati obliko ene knjige. Torej, še enkrat omenjeno, tukaj je približno, oziroma je 10 poglavij in približno 50 avtorjev, če sem prav točen, mislim, da 51, ki te tematike, ki so zelo pomembne za razumevanje narodnega obstoja in jih je uvodoma že lepo predstavil kolega Ivo, dejansko prinašajo pred širše slovensko bralstvo. Naj še enkrat posebej poudarim, da so avtorji zelo ugledni slovenski zgodovinarji, vsi po vrsti strokovnjaki, vsak na svojem področju, nekateri z monumentalnimi bibliografijami. Zdaj, Helena Janežič je predstavila eno od pomembnih tem za slovenstvo, torej našo osamosvojitveno misel. Ob tem naj samo dodam v oklepaju, da smo imeli pred nekaj leti
muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je dosedanja vlada, takoj ko je nastopila, ukinila, zelo sramotno, na sramoten način. Nasploh o slovenski zgodovini se zadnje čase v množičnih medijih zelo malo piše. Zato je na družini zelo pomembno, da smo do te problematike zavzeli en poseben odnos, ne samo, da zdaj že toliko let, 7 let, vsak teden izhaja ta pomembna rubrika, ki je edinstvena v slovenskem prostoru in bo še, upam, dolgo izhajala, vsaj po temah, ki se vedno nove odpirajo. Avtorji so res vrhunski. Družina pravzaprav o zgodovini, o naši zgodovini piše in objavlja ta trenutek kar v 3 oblikah. Ena je ta, o kateri smo danes govorili, torej ta rubrika Slovenci v zgodovini, v družini. Potem izdajamo tudi že 10 let revijo Slo, 4-krat, 5-krat zdaj po novem na leto, 5 številk, 100 strani vsaka številka, s po 12 prispevki na najrazličnejše teme. Tudi tu so sami ugledni avtorji, sicer veliko bolj pestri, tu so tudi področja, o katerih objavljamo, veliko bolj pestra, specifična. To je drug tak velik projekt pri družini, ki je tudi po svoje edinstven. Tretji projekt delam jaz, ko že 3 leta vsak dan na spletni strani družine objavljam prispevke z specifično tematiko o naši polpretekli zgodovini, predvsem o zločinih komunizma. Tako da se zgodovini in slovenstvu na družini res posvečamo. Bi vas vprašal, če ima kdo kakšno vprašanje? A lahko jaz še eno stvar dodam v zvezi z to knjigo Naši temelji in okviri. Jaz sem predstavila res samo en del in velika odlika te knjige je, da pravzaprav lahko vsako od teh poglavij berete čisto ločeno. In res se bere kot zgodba. To ni neko strokovno branje, vse drži, vse stoji, ampak to je res kot zgodba berete. Berete o rodbinah, ki so določile naš prostor, vladarskih, berete o jeziku, o razvoju. Ja, ampak to se bere res kot zgodba, tako da tudi to je res velika odlika te knjige. In je za zelo širok krog bralstva. Vse drži, kar je povedala Helena, plus tega še zemljevidi pa slike. To je, da dobite tudi to prostorsko primerjavo, kaj je obsegala Goriška v nekih stoletjih, kaj je obsegala Krajinska in tako naprej, pa tudi slike zanimive, nekatere tudi unikatne, recimo naših Habsburžanov, pa Karadžordževićev, ki sicer primorski niso vladali, ampak so bili pomembna rodbina tudi na Slovenskem med vojnama, zlasti pa dostikrat pozabljeni Habsburžani, ki so jim po vojni, po prvi svetovni vojni porušili spomenike in jih nekako izgnali iz narodovega spomina. Tudi v tej knjigi, ne samo v tej knjigi, ponovno dobivajo svojo veljavo, ki so jo imeli s 600-letno prisotnostjo na osrednjem slovenskem prostoru. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za vašo udeležbo, ki ni samoumevna. Odnos do slovenstva je danes oziroma vedno bolj
zanikrn in je zelo pomembno, da se nekateri zavedamo, kdo smo in da nismo kar tako na tem svetu. Hvala patru Boštjanu in samostalno na kapeli na Kostanjevici, ki se je vključil v to promocijo knjige po celi Sloveniji. Dovolite pa eno osebno opazko ob koncu. Naš gost, ki se je pripeljal iz Ljubljane skupaj s Heleno, spoštovani novinar Ivo Žajdela, ima danes rojstni dan. Ivo, vse najboljše na mnoga leta.